Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o enem zelo nenavadnem dogodku v sodobni vojaški zgodovini. Kako je srbski protiletalski sistem med NATO-ovo intervencijo v Jugoslaviji sestrelil ameriški nevidni bombnik F-117 Nighthawk. Leta 1999 je zveza NATO na čelu z Združenimi državami Amerike začela bombardiranje Zvezne republike Jugoslavije, ki jo sestavljala Srbija in Črna Gora. Glavni povod za to intervencijo je bil spopad na Kosovem, kjer je srbska vojska po mnenju Zahoda izvajala hudo represijo nad tamkajšnjim albanskim prebivalstvom. Operacija Allied Force, uradno ime je NATO-ve zračne kampanje, ki je trajala od marca do junija 1999. V njej so sodelovale članice NATO. Najpomembnejšo vlogo pa je igralo ameriško vojno letalstvo s svojo sodobno tehniko in izurjeno posadko. F-117 Nighthawk, prvo bojno letalo na svetu, zasnovano v tako imenovani nevidni tehnologiji. Razvito je bilo v 70-ih letih in začelo je delovati v 80-ih. Prvič je bilo preizkušeno v vojni v Perzijskem zalivu leta 1991, kjer so F-117 uporabljali za natančne napade na visoko zaščitene cilje. Ključna prednost je bila posebna oblika trupa in radarno-absorbacijski material, ki je drastično zmanjšal možnost, da ga sovražni radarji zaznajo pravočasno. Ameriška vojska ga je uporabljala kot eno najboljših orožij za tihe napade na pomembne tarče. Ko je marca 1999 stekla NATO-va zračna kampanja, je imelo srbsko-jugoslovansko zračno obrambno omrežje na voljo več starejših sovjetskih raketnih sistemov, med drugim S-125 Neva Pečora. Ti so veljali za zelo zastarele, saj so se prvič pojavili že v 60-ih letih. Kljub temu pa so srbske sile z iznajdljivostjo in spremenjenimi taktikami iskale priložnost, da bi presenetile ameriška letala. ZDA so medtem izvajale intenzivno bombardiranje na infrastrukturne in vojaške cilje v Srbiji in Črni Gori, upajoč, da bodo Jugoslavijo prisilile v politično popuščanje. Med tarčami so bile komunikacijske točke, mostovi, poveljniški centri in letališča. Vsak dan so v zrak poletela lovska, bombniška in izvidniška letala. Ob njih pa še letala za elektronsko bojevanje in helikopterji za reševanje sestreljenih pilotov. 27. marca 1999 se je zgodil dogodek, ki je močno pretresel zaupanje v neranljivost nevidne tehnologije. Enota 3. bataljona 250. brigade zračne obrambe pod poveljstvom poveljnika Zoltana Danija je z raketnim sistemom S-125 ustrezno nastavila radarje in čakala na pravi trenutek. Kratkotrajno vklapljanje radarja, da jih NATO ne bi zaznal in uničil, ter premično delovanje, se pravi, vsakih nekaj ur so se Srbi selili, da jih sovražnik ni mogel najti in uničiti. F-117 s klicnim znakom Vega 31, ki ga je upravljal podpolkovnik Dale Zelko, je letel nazaj po opravljenemu napadu. Ko se je približeval Beogradu in se precej enolično letalsko potjo, je bil ujet v srbski radar. Po pričevanjih je bil ključen trenutek, da ga je radar zaznal, je bilo takrat, ko je pilot odprl bombna vrata, zaradi česar se je njegova radarska slika začasno povečala. V nekaj sekundah je srbska posadka sprožila 2 raketi, od katerih je ena eksplodirala ravno dovolj blizu, da je letalo izgubilo nadzor. Pilot Zelko se je moral katapultirati iz strmoglavajočega F-117. Pristal je na polju vasi na jugu Srbije, kjer so ga srbske sile aktivno iskale, ampak se je skril v bližnji jarek in tam ostal kar 8 ur ter se poskušal skriti pred srbskimi enotami. Po približno 8 urah so ga našle specializirane ameriške enote za bojno iskanje in reševanje, ki so s helikopterji tvegali nočni polet globoko v sovražno ozemlje. Zelko je bil na koncu evakuiran. Kasneje sta se on in poveljnik Dani celo osebno spoznala in postala prijatelja. Izjemen primer sprave po izredno napetem vojaškem soočenju. Dogodek je pokazal, da nobena tehnologija ni povsem nezmotljiva. Sposobnost srbskih enot, da načrtujejo in prilagodijo svojo taktiko, je omogočilo zadetek nad naprednim letalom.
Del ostankov F-117 je še danes na ogled v Muzeju letalstva v Beogradu. Nekateri deli naj bi bili poslani tudi v Rusijo in na Kitajsko za preučevanje. Kljub sestrelitvi je ameriška vojska še naprej izpopolnjevala nevidne koncepte, kar vidimo pri F-22 in F-35. Vendar pa je dogodek iz leta 1999 vseeno postal opozorilo, da se mora taktika nenehno prilagajati. Drugi dan po sestrelitvi letala je srbsko prebivalstvo šlo na ulice s transparenti in so protestirali proti Združenim državam, ker bombardirajo Beograd. Na plakate pa so napisali: "Nismo vedeli, da je vaše letalo nevidno." Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.